publika, dobro večer. Na ta čudovit deževen dan smo se zbrali, da bi počastili našega gosta, Mitja Ficka, v resnici, kako bi temu rekel, zvezdo slovenskega slikarskega neba. Mitja, izvoli. Kot vedno, seveda, ne, je to en tak fin prazničen dogodek in se radi zberemo ob avtorju. A je bila gužva? Ni bilo tako hudo. Ni bilo hudo? Ne, prazno se. Dobar. Ja, začela bova pri enem vprašanju in sicer, kakšen je tvoj odnos do živali? Misliš zato, ker jih tolikokrat vidiš? Ne. Na slikah? Tako, cel teden se že sprašujem, ko si poimenoval razstavo Moj mali zoo. Ja. Pa ne vem čisto točen, ali je zdaj to eno tvoje nagnjenje, ali je to zgodba iz tvojih slik, ki te na nek način zaposluje, posrka in tako naprej, ali je to nekaj, kar je v tebi in seveda deliš z drugimi, zlasti recimo z otroki, odraslimi, še najbolj pa živalmi. Živali so vedno bili nekako v mojem življenju. Mogoče preko stricov pa to, ker so bili, kot sem bil mali divji lovci pa to, ne. In je vedno bilo pri babicah polno živali in vse to, ne. Tudi divjih živali? Tudi divjih živali, ja. Vedno so me tam grajali po kako srno notri, kako kanjo, skopca. Ko smo brata bila še v vrtcu, smo lovila mlade golobe na postrešjih in smo jih temi jazgala, dokler niso odleteli. Te so prišle srake na vrsto, te so prišli vse živo, vrane, tudi skopce smo imela, pa kot mali eksperimentiraš. Skratka, z živalmi. Ja. Če te prav razumem, so te v resnici malo določile, ne? Mogoče so me res določile. Zdaj pa nimam živali, da bi rekel, se mi zdi, za njih moraš skrbeti, ne. Ja, in se mi zdi, čas je tak kratek v dnevu, tako da skrbim za kaj drugega bolj, kot za njih rajši, ne. Samo so pa blizu mene, ja. Preko njih v bistvu razmišljam v slikah bolj v prispodobah, ne, v nekih metaforah, ne. Nerad uporabljam človeka gor, ker preveč hitro pol človek je zelo nehvaležno biti človek za slikati, ne, ker je zelo ozki pol ta spekter, kaj mi projeciramo v sebe, ne. Točno pri živalih smo bolj odprti, tolerantni, živali ne sodijo, ne kritizirajo, so kakšne so in zaradi tega se mi zdi, so zelo hvaležni igralci. Omenil si, da človeške figure niso najbolj hvaležni motivi v slikah, ne? Ampak recimo v mnogih slikah ali pa v nekaterih, rečemo tako boljš, tudi na tej razstavi, ki sta imela z Markom Jakšitom v Mestni galeriji, ne, so pa eni človeški prostori ali pa zelo človeški prostori, kot je recimo na uni sliki tam ne da, kjer so ljudje seveda popolnoma odsotni, ne, ampak v resnici jih čutimo, ker je ta prostor nič drugega kot človeški. Ni nobene živali, ali pa ni prostora za živali, ali pa ni prostora za živalsko, recimo. Vse slike, kjer so tudi živali gori, so v bistvu človeški prostor, ne. To so dosti bolj človeški prostori kot živalski, ne. Samo živali so mogoče dostikrat na mesto ljudi gor, ne. Tako da, če pa so ljudje, so pa ponavadi s hrbtom zelo majhni
ker se gre bolj za neko doživljanje, atmosfero, ki jo slika ima, kot pa zdaj tisti človek, tista oseba. Ne. Bolj se gre za nek prostor, bolj doživetja, ne, kot pa zgodbo o človeku. Ne. Zato imam tudi enega ali pa dva maksimalno, ne. Redko 3. Tam so bili 3 z Markot, ne. Samo so tudi bili zelo majhni prostorov in ne gre se toliko za njih same, ampak za nekaj drugega, ne. Ja. Povej še malo, pred leti smo imeli tukaj razstavo Barbare Kastelec, se mi zdi, ki je bila v tistem času taka profesionalna strupaka, same gobe je slikala. V zelo zanimivem kontekstu. Ne. Kaj tebi ta bitja predstavljajo? Ker se zelo pogosto pojavljajo kot motiv ali pa celo kot osreden motiv na tvojih slikah. Ne samo tukaj, tudi na tistih, ki so bili zdaj recimo v Kurni pa drugod. Tudi govorstvo je bilo v moji mladosti zelo prisotno, ne. Zelo prežeto, starši pa nekaj vrste ni bilo jesenika, ne bi vstali zjutraj vikend pa hodili po gobe, ne. Ste presmukali vse? Ja. No in sem začel gobe v bistvu slikati, ko smo z Markom začeli skupaj delati, ne, prej nisem delal, ne. In tako da v bistvu sem jih pol tudi sam posvojil, ker on jih na en način interpretira, se mi zdi, jaz pa vidim druge možnosti ali druge, kako bi pa jih jaz naredil, ne. In je to pol drugačno. Zaradi tega. Veš kaj, so pa zelo taki, oblika sama je zelo hvaležna, ne. Jaz gledam zelo abstraktno na slike, ne. In to je en element abstraktni tudi, ker ni za toliko, hočem zdaj govoriti o mošnicah, to imate jetih ali pa kaj podobnega, ne. Bolj kot obliko, bolj kot nek vzorc, bolj kot abstraktno, ja, bolj kot kaj se da z njo narediti kot velikovne smisle, ne. Bolj me to zanima, kaj se da z njo narediti. Kot likovni element. Ja. Ja, tega je prisotnega zelo veliko, recimo na tisti sliki, ne, imaš one take oblaki, ne, ali so španski vetrci, ali so oblaki, ali, dobro, sploh ne gre, nima veze, ne, točen, ampak te podobe zelo tako učinkujejo, zelo podirajo ali pa zelo gradijo ene prostore, ki jih imaš zelo veliko, ne. Tako na isti sliki imaš en prostor, pa drug prostor, pa tretji, ki se kar lezajo ven en iz drugega in se tako prepletajo na en tak zelo poseben način. Daj malo povej o tem, kako to nastane. Ta slika je vse naslov, tudi Sezamova vrata, ne. In ima to v sebi neko odpiranje, neko razkrivanje, ne. Škere so zdaj tiste čarovne besede, ko bodo se ti kaj odprlo, ne. Jaz imam zelo rad te neke halucinogene ali pa te magija, čarovnije. Ja, to niti ne, bolj to neko halucinogenost, neke vrste hkratnost, ta odprto zavest, ki bolj doživljaš stvari, ne fokusiranost, ne, ampak odprtost, ne. In iz tega se mi zdi bolj to izhaja predvsem neke vrste hkratno zavedanje vsega okoli sebe, recimo, ne. Ne tisto, ko si fokusiran na eno točko, pa greš nekam, ne. Se mi zdi, to je dosti se mi zdi prišlo iz potovanja, ne, ko ti potuješ neki neznani kraj, tudi tam se mi zdi imaš oči okoli glave, ne. Tam si čisto odprt, zaznavaš vse, kaj se dogaja, ne, ker ti je vse tako novo, ne. Se mi zdi, da imam da imam ta fokus tudi v slikah, ne. Da ni toliko v eni točki, ampak je razpršena zavest, ne. Daj malo povej, kako si se ti odprl, ko si šel v Leipzig. Kaj se je zgodilo? Ker Leipzig se mi zdi, da bi taka prelomnica, tako ko sem pregledoval vse tisto, kar imaš na netu objavljeno, ne.
tako lepo imaš zloženo po letih. Ne? In bolj pride Leipzig in se nekaj zgodi tam in od tam naprej seveda ni več tistega, kar je bilo, ampak je nekaj čist novega. Imam takih več prelomnic. En je Leipzig, ne. Po specialki pa do 2010, 2009 sem pač ni imel potrebe, da bi kamkoli šel. Samo sem bil v ateljeju in sem slikal svoje stvari in te sem se nekako izpel, ali kako bi temu rekel, in sem čutil potrebo, da bi nekam mogel iti. Jaz sem potem iskal rezidence v tujini in sem ful pisal, pač se prijavljal. In nisem jaz zdaj točno hotel v Leipzig, samo tam so se odzvali prvi in sem v bistvu tja šel. V bistvu je bil atelje plačljiv, samo ko sem se jaz prijavljal, tega nisem vedel, ne. In tako da, če bi vedel, da je plačljiv, se ne prijavil, ne. Samo pol sem imel nekaj denarja tistega in sem rekel, dobro, grem zdaj za pol leta tja, nekaj bom dal denarja, samo nima veze, ne. In sem padel v bistvu točno tja, kamor spadam, ne. Ker leipziško slikarstvo takrat, ko se je zid podrl, je ena nova generacija prišla, ne, in je bila totalno pisana na kožo in sem bil kot goba na nek način. Poleg tega pa sem imel tam 100 kvadratov veliki atelje, se pravi še malo večji kot to. Kot je tole, ja? Ja, 20 kvadratov večje, ne? Ja. In visok strop 5 metrov in tam komaj lahko delaš, ne. Takrat sem videl, da rabim halo, ne pa te male atelječke, ki jih imamo v Sloveniji, ne. In tam pol leta se marsikaj zgodi, ne. In takrat je tudi prišlo neki zbiralci pa to in sem dopet nekaj denarja dobil in še galerijo in pol sem vse to zagonil, vse te bonuse. Samo je tisto me tako prevzelo, v bistvu, da sem ciklično 10 let hodil na leto pa pol gor za več mesecev, ne. Dokler ni Leipzig postal, kot je zdaj, isti kot vsa ta velika nemška mesta. Takrat še pa imel to štimungo vzhodne Nemčije in tudi ljudje so bili fantastični. Tako da Leipzig je res ful vplival. Super. V tem odprem prostor, ne. Začel sem prostor delati, prej sem imel zelo ozadje abstraktno. Nekaj se je gor zgodilo, v smislu neke figure, nekega dogodka in potem pa sem odprl, vse bolj kompleksne kompozicije so nastale, bolj barvite, ful je vse šlo na potenco. Zdaj delaš na Metelkovi? Tudi. Tudi. Ne pa... Prav imaš več ateljejev? Ja, enega imam zunanjega tam, kak smo zdaj na dvorišče. To je zdaj moja hala, ne. Tam lahko razložim po tistih lopah slike na tla, lahko da na tla delam. In moj način je, da delam več stvari hkrati, ne. Pridem tu na Metelkovo, eno sliko položim, lahko grem domov, ne. Malo poliram. Tako da mi to ni zanimivo, ne. Tam pa lahko delam ful stvari naenkrat. Imam tudi po 10 slik odprtih in pol skačem ena do druge. Zelo zanimivo. Slike, ki jih imaš tukaj na razstavi, so resnic popolnoma vsi različne, ne. Na nek način. Po drugi strani imajo pa rdečo nit. In ta rdeča nit si ti sam. Ja, pa tudi dotiki, poteze so iste, ne. Čeprav imamo tam prostor, tu se bolj abstrahira, je dotik isti, princip dela ni dosti drugačen, če so abstraktne ali če so one, ne. To jih sigurno povezuje, ne. Je pa še tu od mojega predzadnjega Leipziga so še ene slike. V bistvu 1, 2, 3, 4, 5, pa tista so še z Leipziga, ne. To predzadnja serija, tudi eno par slik tu iz Leipziga. Pol pa, ker ni končano zgore, recimo, pol pa sem tu končeval, ne. Tako da od 2010 do 2020 je po moje 80% slik vsaj začetih v Leipziga. Kako se to zgodi, recimo, ko si rekel, da imaš lahko tudi 10, mogoče celo več slik
hkrati, ne. No in kako obvladaš to? Slike so si različne, ne? Zgleda mi ni težko preskakovati iz enega razpoloženja v drugega, ne, iz neke kvalitete v drugo, ne. Tako da, ne vem, razmišljam o tem, ker mi je tako normalno to. Jaz sem zelo trpel na akademiji, ko sem delal eno sliko, ne. Eno? Eno, tam delaš eno sliko, pa kao končaš in pol greš že delaš drugo, ne. Pri katerem profesorju? Pol je bil Gnamoš, sam tam ne moreš delati več, ker nimaš tam skladišča, ki bi to dajal, ne, ni prostora, se veš, tam je vse nagneteno, ne. In sam princip je tak, da težko delaš že več kot dve stvari, pa več je gužva, ne, na vseh nivojih gužva in tako da se učiš kao delati eno, pa kao zaključiti drugo. Jaz sem zelo trpel, dokler ne vem, odkot je prišlo, da bi pa lahko delal več stvari in pol mi je bilo boljše. Kako pa to poteka, recimo, začneš, rečemo, eno količino slik, ne? Ker nisi vsak dan isti človek, seveda, spreminjaš se, ne? Kako se to pozna na slikah? Recimo, imaš idejo, greš delat, ne, sliko odložiš, delaš na drugi in tako naprej, in naslednji dan prideš in si drug človek, seveda. Kaj pa slike pa? Kako gre to? Odločaš se po, Nemci bi rekli, tage slavne, ne, tako kako se počutiš, ne. Kaj, pogledaš kaj na razpolago in gledaš in pol rečeš, ta rabi, ne. Pol pa tam delaš malo, pol pa se vračaš, pa rečeš, ta rabi. Pol pa se seliš kot čebelca. Dan drugi. Fajn je to, da je atelje veliki in da jih gledaš lahko, ne. Če to mali atelje, ne moreš tam te non-stop ven gledati, tiste se naveličaš, da grem gledati kaj še drugega, ne. Tiste pol tečno, ne. To moraš biti res tako, da jih gledaš, pol je to zanimivo. Če je mali atelje, je to res dolgočasno, vse gre počasnejš in samo preslikuješ. Slika pa je vseeno gledanje, ne pa delanje, ne. Moraš več gledati sliko kot delati, ne. Na koncu, ne, če gledaš sumarom do konca, ne. Kdaj veš, da je slika končana? Ali pa kako veš, no? Nekdaj, kako? Enkrat sem eno slikarko poslušal, svetovno, nemško, mislim da, in je ful to dobro definirala, ker slika je gradnja, kot da zgradiš hišo. Ni tako povedala, drugače, samo sem malo drugače povedal. Ko gradiš in enkrat, ko zgradiš, ne, hišo na nek način, še ti tega ne veš, pa dalje gradiš, ne, pa že zgrajena, pa pol se začne nekje tisto rušiti lahko, ne. In ko se začne rušiti, ne, pred tistim fajn, da vstaviš, ne. Ne moreš non-stop graditi, ne. Slika je gradnja, ti prav poslikuješ, pol pa, ne. In ko se začne podirati, veš, da si šel že predaleč, ne. Kako se vrneš? A se vrneš? Ja, lahko se vrneš, da pol še bolj podreš in pol lahko zopet gradiš. Glej, na naši šoli, na naši ustanovi, ne, kako ne rečem, ne, ali pa med umetniki, no, je pogosto slišati to, kako rečejo, ja, pa plastenje slik, pa koliko je layerjev, pa ne vem, čisto vsega, ne. Koliko ti daš na to? Na layerje? Na layerje, na plastenje, ja. Dosti dam na proces, ne. Dosti dam na proces, zdaj pa ne glede, ali je to layerje, ali je to proces, mislim, ali je to karkoli, ne. Rad imam, da se tekom procesa, tudi če vem, kaj bi rad naredil, ne, vseeno, da se slika zgodi. Da jo zagledam, da me odpelje, da dostikrat tudi ne vem, kaj delam, kar nekaj delam in pol grem nazaj pa pogledam, pa da jo pol zagledam pa rečem, to je, ne. Rad ima to presenečenje, ne. Nima rad enosmerne ceste, ne. Ampak... Tudi slika tebe vodi. Ja, za mene
podiranje, grejenje in da dobiš neko tkivo. Sem še ta stara šola, ko mora imeti površina, neko tkivo, ne. Tako imaš pod kožo, imaš mišice. Tudi če je to na konci ena barva velika, ne, fleha, da moramo čutiti, da je to neko... Taki noter, recimo, ne? Ja, da je to še... da bi lahko zaplaval notri, pa bi odplaval, ne vem kako dolgo, ne. Še v globino, ne, pa se zgubil. Rad imam to presenečenja in čim je preveč vse znano, mi je dolgočasno, ne. Ja. Kako si prišel v Bleščice? Z dolgočasi. Ne. A so se pritihotapile? Na nek način so prišle, ko sem hotel aktivirati zadnjo stran, da ne bi vse bilo na prvi, sem še na nek način tudi ta stara logika, ki mi je Gustav vcepil, da je na nek način, da ni podoba pa ozadje, ne, ampak da to prehaja, ne. In zdaj vprašanje je bilo pri meni, zdaj, če imam močno podobo, kako aktivirati ozadje, da bo na neke vrste konkuriralo, pa da bo vseeno močno prezencno, ne. In bolj sem začel ozadja z bleščicami podlagati in bolj je pa to vse potegnilo za sabo, ne. Mogel sem dosti bolj izostriti ta nebleščični del, ne. In tudi, da je konkuriralo, sem mogel barvo ojačati, pa obliko. Tako da v bistvu je to neke vrste bil tudi moj namen, ne, nekaj vnesti, na kaj bom na novo reagiral, ne. Jaz sem mogel na te bleščice, ker so tako močne, ti položiš bleščice, tako imajo to zelo močno, zelo jasno definirano obliko in jaz se moram isto odzvati, ne. To meni, da jaz moram isto začeti razmišljati, dosti bolj v obliki, dosti bolj v barvi, ne, da konkuriram temu, ne. Nekje si omenil, da se motivi oziroma tisto, kar je naslikano, mora samo med sabo zmeniti. A to je pa mišljeno bilo v tej prejšnji seriji slik, ker so bili na nek način tako različne, ker nisem vedel, kako bodo skupaj funkcionirale, ne. Ko sem imel take različne slike v Celju, tam so imeli sobane in se lahko jaz po sobanah jih združil, ne, in tiste, kjer so pač bolj skupaj pasele, ne. Tako da tu pa sem bolj rekel, vse drugega nimam, ne, kur na en prostor, kaj čemo dva tiste prejšnje. In naj, pač se bodo same mogle zmeniti, ne. Nimam, drugih nimam, zopet ni toliko izbire, da bi... Hotel sem tudi, da so bleščične prisotne, poleg onih, ne. Hotiš, da funkcionirajo nekako, ne. Funkcionirajo. Se zmenijo, ne, tako da pomeni, da ni tako hudo, ne. Sem mislil, da bo hujše, zato sem to napisal. Ja, danes po noč, ne. Jaz sem bil v dvomih, če sem dobro naredil, ne, opesil slike betovne. No, in sem v nepol dveh prišel sem. Moram reči, da je bilo luštno, ne, zelo fajn. Ob tisti uri namreč seveda skoraj vsi spijo, ne, ali pa globoko spijo, ne. Ob dveh po noči si? Ja, ja. No, in je tak fajn mir, ne. Moram reči, da je zelo v redu, tako da mogoče bomo morali obiske galerije obvesti tako med polnočjo in 4. zjutraj, ne, za sladokusce, ne. Ker se svetijo sploh lepo. Ja. Ja, v resnici imam na vse povedano, no. Tako kot vedno, še eno vprašanje, in sicer se temu reče domžalsko vprašanje, ne, ki se glasi, kaj je umetnost? Ne vem. Res ne. Super. Mitja, evo, jaz te bom zdaj pripustil publiki. Mogoče sam še to, no. Zdaj, ko te imamo tukaj, ne, te lahko za rokav držimo, pa rečemo, evo, zdaj pa povej, kako sta z Markotom shajala, kako sta slikala. Ali sta slikala skupaj, ali je to tako nastajalo, da je en nekaj naslikal, pa je prišel drug, pa tako, ali kako je to šlo?
načine dela imamo tako različne, da je v bistvu ta način sam pol pogojeval ali pa določil način slikanja. Ne. Jaz sem dosti bolj te pristope ali pa kaj lazurne, dosti bolj polijem, dosti bolj, imam dosti bolj odprti ta pristop, čeprav on ima tudi začetke zelo odprte. Ne. Samo ne vem točno zakaj je bilo tako, da sem v večini jaz nastavljal slike, kompozicije, barvni kolorit ali kaj takega, ne, in na nek način tudi za to vsebino, ne, kaj bo gor pa kak, ne, in on je pol vskakoval pa svoje elemente vnašal pa take stvari, ne. To je bilo v prvi seriji in ker sem imel tudi več časa, so pol tudi bolj več časa bilo za izdelovanje, ne, v drugi seriji, pa sem imela omejen čas, pa smo naredila printe na stare slike tiste, ki so bile narejene, ne, ker so se nam vzeli zanimivi, da bi se še dalo različne stvari popeljati. Tam pa smo v večini pol vsak svoj napadla, pol smo pa izmenjevala, ne. Neverjetno, no, mislim, unikum, ali kako bi temu rekel. Nisem še videl nikjer, pravzaprav, da bi dva, ali pa da bi več avtorjev delali na eni sliki, ali pa na večjih slikah. To ni novo, to so že Warhol delali, pa Basquiat pa to. Sem tam točno veš, kjer je naredil, ne. Pri nama pa je to pač, zanimivo mi je to, da so slike uglašene na tretjo osebo, ne. Niso niti na njegove slike, niti na moje uglašene, ne. In kot da bi res bila ena tretja oseba, to je mogoče najbolj fascinantno. Postavila sta novega avtorja. Novega avtorja. In to se redko zgodi, ne. To sem hotel reči. Ja, ker ko je Marko slikal z Ivo, točno veš, ne. Tudi ko je Iva slikala zdaj z enim, točno veš, ne. Tudi pri tistih avtorjih, kaj smo videli, točno veš, ne. In tu pa res gre za tak, neke vrste spojko, je zelo težko pol iskati. Ja, ker sem jaz začel njegove podobe operirati z njimi, kak bih jaz hotel videti, ne, in pol tudi on vskakoval notri in še pol te podobe drugaček obravnaval, pa je prišlo res do tega, nisem mogel definirati, ker je bilo pol pregneteno, ne. On na mene, jaz na njega in pol je bilo res, jaz sem užival, dosti sem se tudi naučil, je zelo poučno, v vsakem primeru priporočam, v vsakem izkušnji. Super. Mitja, hvala lepa. Praznujemo naprej. Praznujemo. Ja, danes je praznik, ne? Praznik tvojih slik. V Domžalah. Ja, A šlo kakve vprašanja? Ja. Jaz mislim, da zdaj, ko se bomo spustili, tam nekaj kozarček vinčka popijemo. Bo jih ful. Ja, bo deževal, ne. Vse nekaj vprašanja, če sem prav razumela. Skratka, hkrati nista bila pa eni sliki, ampak sta se nekako izmenjavala. Smo tudi bila hkrati lahko prijanja. Sam večina je nastalo vse edene, in pol smo tudi bila valjda procesi. Nikoli si pa nista prišla tako, kaj... Na skriž? Na skriž, ja. Seveda smo si prišla. Najbolj hecno je bilo, ko smo tudi delala saksofon atelje, pa pride Marko enkrat ali pa večkrat tudi pogleda. Ko si to naredil? Pa reče, Mitja, to sliko pa kar sam dalje delaj. Pogovarjati se moraš ful, ne. Ful pogovarjati, bolj smo šla k konci, več smo se pogovarjala in je prav tak super izkušnja. Mogoče, ne, bi bilo enkrat fajn eno skrito kamero ali nekaj naštimata, veš. Ker se mi zdi, da je to najbolj ta prava stvar točno v teh pogovorih, ne. Kaj en pride pa gleda pa... Sam pol že veš, ni tisto, če veš, kaj nekaj ne. Da se pravim, skrito kamero, ne da bi vedela. Sam se mi zdi, da dosti boljše, če preveč vemo v nečem, pol zgubi tisti draž in tisti drive, ne. Ko vse vemo, ko vse vidimo, se mi zdi, ni tistega nečesa... Ja, pol... Dvendeja. Ja.
Se mi zdi, da šele takrat je fajn, ne? Aj se lahko vprašam, slike nimajo naslovov, ne? Majo, samo pozabili smo dodati. Aha, no vidiš. To pravi vprašanje. V zadnji na hrbtu so, ne, Ja. Vse napisano. Sej niso zdaj tako pogojoče, ne, da bi pa zarekli zaradi tega, pa bom Vem, ampak vseeno, razumel, ne. Sugestija. Ta je moj mali zob, te je naslov razstave, ne. V bistvu neki živalski vrt, neka taka kolažna sestavljanka. V resnici imaš poln živali, ne? Ja, Samo da so naslikani. Vse ni treba, da imaš tako Ni treba hraniti. Ni treba hraniti, ja. v živo, ne? Pa na sprehod gnati. Ja, recimo, ali pa loviti, ne? Tako. Super. Ampak s tem, ko ste videla, ne, ta navzkrižja, mene še vidno to malo muči. A s časoma sta se že nekako uskladila, pa ni bilo to, ali je bilo to bolj na začetku, ali je bilo to ne glede na koliko časa sta ustvarjala te skupne slike, naprimer tele, ko smo jih mi videli v mestni galeriji. Ne. Kako je bilo na začetku, ko ste se v bistvu bolj spoznavala to skupno delo, ali se je to ne glede na to pojavljalo? V bistvu začeli smo v Leipzigi, ne. In to je, šla smo z Mohorja, ko smo tam skupaj stanovali. In to je bilo te, kak je bil tisti legendarni žled 2014. Ne. Ja. Če bi mi še en dan gori ostala, bi ceste zaprlo in bi en teden verjetno rabili, ker tisti cik-cak dol v dolino ne bi prišli dol, ne. Tako da smo glih pravi čas pobegnila. In ideja pa je bila, Marka hotel, da bi Iva z nami delala, ne. Da bi bili trojka, ni dvojka. In pol sem zrihtal en atelje v Leipzigi, 120 kvadratov in se pol izkazalo, da ni šlo v tri, ne. Iva te 2 leti, mislim, po Marku te ni slikala in se to mogoče malo poznalo in je bil crash. In pol smo se zmenili, da bo Iva svoje delala in tako je bil se tudi prav bilo, takrat je Iva zalaufala in je začela ful delati in bi verjetno zdaj bilo drugače. Samo smo tem z Markotom prvo serijo večino nastavljene in pol smo tu nadaljevali. On je ostal mesec gori, mislim, da Iva 3, jaz pa 4, ja. Pa smo slike pripeljali, pa smo dalje delali. Zanimivo. Slov 3. Ja, samo ni zneslo, ne. Jaz se tudi ne predstavljam, kak bi v 3 šlo, ne, samo je hotel. Samo se mi zdi, da je pol Marko hotel, da Iva gre zaradi notranje dinamike, veš, skupine bolj, kot koliko sem opazil, ne. Se mi zdelo pol tak, ja. Super. Je pa bilo pestro. Ja. Jaz sem zelo fikčen človek, očitno. Imam še eno vprašanje. Tele slike, ki so tle noter, koliko teh je v bistvu, ko ste rekli, da hkrati delate več? Koliko teh je bilo takih, ki ste jih imeli v bistvu nastavljeni, pa ste jih malo sem, kot ja, imate? Te so v Leipzigi nastale 1, 2, 3, 4, pa ta 5 na tiste strani, tote so istočasno nastale. 1, 2, 3, 4, pa tisto 5. To je bila serija 2019, ki sem začel bleščice delati, v bistvu. In je hecno bilo, bleščice sem pol videl po celih stopnicah, pa vse povsod so mi. Mene pa zanimalo, ko sta skupaj delala, ne? Ker je prvi opazil, da je hiša že predaleč zgrajena, ali sta se to soglasila, ali je eden bolj... Ne, pol se pogovarjamo, kaj, pa se pol ni, ko enkrat tisto, ne, pol vidiš. Pri enih slikah zelo hitro vidiš, ne. Pri takšnih slikah, ki so v bistvu neke vrste podobe znane, ne, prepoznavne, ne, je zelo hitro, ko je enkrat materializirano, ne, hitro vidiš, ne. Ja, mislim, mene je samo to štopalo, da ne bi bile preveč materializirane, ne. Pri Marku vidimo, da so te podobe zelo plastične, ne. On ima to hiper nagnjenje k materializaciji, ne. Mene v bistvu to odbija, ne, tako da sem v bistvu malo tudi nazaj držal, da ne bi bilo vse tako izdelano, ne.
Tako da je glih še mi zdi še tista zdrava mera, da je nekaj ful materializiranega, ne, dosti pa je v bistvu nekaj nastajanje ali pa izginjanje, ne. Vsaj ozadje ali pa nekaj je, da ni vse toliko izdelano, ja, ne. Mislim, da ta izdelanost mene, če je povsod enakovredna, ne, me odbija, ne, samo opažam pa, da sem jaz pa vesti pri svojih isto pogrešal pa to materializacijo, ne, da pa nekje paše, da pa jaz privijem to ostrino pa izdelam do konca. Ni nujno, da je zdaj to plastično, ne, samo da pa ima tisto ostrino, ne, ki je... Zaključenosti. Ja, ta ostrina pa je zelo pomembna, ne. Tako da je tam dosti lažje to videti, ne, ko je hiša zgrajena, ne, kot kakih recimo abstraktnih slikah ali pa takih bolj odprtih formah, ne. Kako zdržuješ svojo telesno kondicijo, recimo, ko to so ogromna platna, to je si v nekih letih, ko bi že človek, a te kdaj sesuje hrbtenica, fizično, a si enostavno tak genijalc, tako zdrav, ne to mislim, a veš, to je ogromna platna, ne. To je res jeba, ne. Ja. Moram telovaditi začeti nazaj. Samo niso tako težka, res ne. Okay, no. Niso tako težka, ni to, ni še zaenkrat tako. Ok, hvala Bogu. To je vse na tleh, ne? Ne vse, večina, to kaj je vodeno, recimo, ne, to se mora na tleh delati, ne. Bleščice so tudi delajo na tleh. Ene ne, ene ja, eni procesi so na tleh, ni pa vsi, ne. Ja. Kolje listov. Kak? Kolje listov. Ja, ali pa obračaš sliko na glavo, ali pa ali različno, ne. Tako da je to dinamično. Je tudi imate vladbe. Ja, vse je toliko. Vse je toliko. Jaz sem tudi tukaj na tej sliki opazila, ne, sledove tečenja, ne, ko ste rekli, da obračate slike, ne, meni je to novo, ne, da se pač slike obrača, ker so tečenja gor pa dol, ne, kar pomeni, da ste obrnili vmes. Škaj, če teče v nasprotno smer, ne, sliki da to neko lahkotnost pol, ne. Jo dela zelo lahkotno, ne. Če teče v nasprotno smer. Samo ni pa zopet to toliko, da bi to bilo že moteče ali pa glih tisto malo, ne. Jaz imam rad, da so podslikane stvari lahko tudi zelo redke, ne. Ni pa to pravilo, ne. Mislim, nimam rad nekega pravila pri sliki, ne. Nekega... Se v tem je svoboda, ne? Ja, ja. Se mi zdi, da se rad presenetim, ja, tako da bo zdaj tudi naslednja razstava, kaj bo v Žigalci, ne v Žigalci, tam kresi eno presenečenje za mene, ja, ki junija, ja. Letos sem si preveč razstav naredil, pol nezanimiv grad. Samo slučajno. Je pa veliko dela, ne? Koliko recimo delaš dnevno ali pa vsak dan delaš? Če se da vsak dan, samo se mi zdi, da ne slikam toliko, koliko hitro slikam, ne. Jaz ne slikam počasi, ne. Hitro se lahko, v eni uri lahko vse spremeni, ne. Iz dneva v noč, z noči, v temo, tako da predvsem hitro slikam. Ne slikam tako dosti kot hitro. In pol pa vedno počasnejš, ne. Da se pa konča, pa lahko to traja, ne. Cel mesec gledaš pa, kje bi se še dalo malo premakniti, malo bolj zanimivo narediti, spodleteti kaj, da bolj optično deluje zanimivo, ali pa da je tisti, da se nekaj zgodi vizualnega, ne. In ni dolgočasno. Tisto pa pol traja, ne. Tako da do 3/4 nastaja hitro, pol pa vedno počasnejš, ne. Lahko tudi leto. Si previden v gradnji. Ja. V bistvu, bolj gre k koncu, bolj sem previden, ja. Tako da zaključuje se zelo počasi. Skratka, čisto nasprotju od športa, ne? Bolj so pod cilju, bolj pritiskajo, ne?
Kdo še kaj je vprašal, prosim? Drugač pa, Mitja, evo, najlepša hvala. Hvala tebi. Za tvoj obisk tukaj noter. Počaščeni smo v resnici. Mislim, da je razstava neverjetna za domžalsko publiko. In prosim, pripeljte prijatelje, pridite pogledati še mogoče Meta, ne, ko smo rekli, zvečer, sred noči. Ja, zelo fajn. Zdaj ste povabljeni na kozarček, pa na pogovor. Štiri.